Sledeči program je financiran strani prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer. Vendar nekako ne morem niti reči, da mi je žal za vse to, kar se mi je zgodilo, ker se nekako v zgodovini Božjega načrta skrivnostno delovanje Boga tako išlo, da je vse služilo za moje dobro in me napravilo to, kar sem danes. Današnje sporočilo je namenjeno temu, da lahko nekaj storimo. Izrecimo to lepo vsi na glas. Mi to zmoremo. Prav, Matej 11:12 vrstica. Hvala ti, Bog Oče, za tvojo besedo. Prosim te, da si z mano, z mojim jezikom in njihovimi ušesi v Jezusovem imenu. Amen. Od dni Janeza Krstnika do sedaj si nebeško kraljestvo silo utira pot. In silni ga osvajajo z močjo kot dragoceno nagrado. Kajti delež v nebeškem kraljestvu iščejo z gorečo vnemo in silnim trudom. Z gorečo vnemo in silnim trudom. V tem stavku ni nič pasivnega, kaj ne da? Božje kraljestvo si silo utira pot. In samo močni možje in žene ga osvajajo z močjo. V grščini je dvakrat beseda silni, dve različni grški besedi, silni ali močni, vendar prihaja iz dveh različnih grških glagolov. Prvič to pomeni, ko si nebeško kraljestvo silo upira pot, da ga napadajo. Koliko izmed vas se zaveda, da danes zelo napadajo Božje kraljestvo? Mislim, preseneča me samo za časa mojega življenja. Samo v zadnjih 10 do 15 letih, koliko ljudi poskuša izriniti Boga iz vsega. To je zelo žalostno. Veste kaj? Ljudje, ki ne verujejo v Boga, ne bodo ničesar spremenili. Če se bo kaj spremenilo, bomo morali mi to spremeniti. Mi se bomo morali vstati in napraviti njegovo ime slavno na zemlji. Dajmo Bogu čast. To, kar govorim, tudi mislim. Naj vas nekaj vprašam. Kako bi se spremenil naš svet, če bi vsak kristjan stopil v svet, v svoje družbeno okolje in bi tam deloval tako, da bi bil opazen? To je nekaj več kot le, da vsak teden preberemo 23. psalm ali da obiščemo cerkev in malo pogremo klopi in si mislimo, da smo v nebesih odkljukani za ta teden. Postati moramo dejavni, silni. Drugi glagol za silni pa pomeni energičen, odločen, neustrašen, drzen, pogumen. Naj vas nekaj vprašam, kar je precej resno vprašanje. Ali ste zares pripravljeni? Ali ste sploh kdaj razmišljali o tem? Ali ste pripravljeni, da se trdno postavite na tla in živite to, kar izpovedujete? In to v času, ko se vse še samo poslabšuje. Čutim, kot da bi Bog šepetal v moje srce. Ti moraš pripraviti ljudi. Seveda to ni slaba novica. To ni novica, ki bi vse prestrašila in bi se morali nečesa bati. Če vam povem po resnici, nas ni potrebno biti nič strah. Kajti najhujša stvar, ki se nam lahko zgodi, je, da umrete, kar pa ni tako slabo. Če berem Sveto pismo pravilno, je zame življenje Kristus in smrt je dobiček. Torej, ni nas potrebno biti strah, da bi umrli. Strah pred smrtjo nas samo pohabi. Vendar resnica je, da smrt ni slaba stvar. Slaba stvar je, če ne umremo v Kristusu. Če pa umrete v Kristusu in se ga zaupanjem oklenete, dokler ne izdihnete svojega zadnjega diha, potem ste zmagali in ne bo več bolečine, ne solz, ne žalosti in ne joka ne bo več. Mi se vse preveč navezujemo na stvari na tej zemlji in ne mislimo dovolj o večnosti.
Že 6 tednov me nekaj zelo vznemirja. Posod, kamor grem, me spremlja vera, ki so imeli prvi kristjani. Stvar, ki jim je dala toliko poguma in je bilo tisto upanje o večnosti in upanje večnega življenja. Kako dolgo je zavedno? To je dolgo dovolj, da sem prepričana, da hočem biti na pravem mestu. Amen. Lepo je biti blagoslovljen s stvarmi, vendar pa ne moremo biti preveč navezani na svoje stvari. Veste, da so nebesa opisana kot nekaj neverjetno čudovitega. Vrata iz samih biserov, vse mogoči čudoviti kamni, kamorkoli pogledaš, in ceste narejene iz čistega zlata in vse je tako osupljivo lepo, to je čudovito. Nek človek je umrl in on je bil precej bogat. Hotel je vzeti nekaj svojega s sabo v nebesa. Rekli so mu, da to ne bo šlo. Rekel je, to je zame tako pomembno, da moram vzeti nekaj svojih stvari s sabo. Poizvedi, ali lahko dobim posebno dovoljenje. Torej je nekdo odšel in je govoril z avtoritetami, da pač nekdo si zares želi vzeti svoje stvari s sabo. Tako je dobil posebno dovoljenje, da lahko vzame en kovček stvari s sabo. Ko je prišel tja, s tem kovčkom, ga je sveti Peter sprejel pri vratih in rekel, nič ne moreš prinesti sem. Rekel je, seveda imam posebno dovoljenje. Sveti Peter je rekel, da bo vprašal. Za nekaj trenutkov je odšel, prišel nazaj in rekel, prav imaš, rekli so, da lahko vzameš en kovček, vendar moram pregledati in videti, kaj je v kovčku. On ga je odprl in kovček je bil poln zlatih palic. Sveti Peter pa ga je pogledal in rekel, zakaj pa si ti prinesel s sabo naša tla? Dajte no, tisto, kar tukaj častimo, bomo tam hodili pod njem. Amen. Mislim, da moramo postati pogumni in morate zavzeti svoje stališče, pa čeprav ste morda edini, ki bo zagovarjal svoje stališče. Moramo biti pripravljeni tudi na to, da izgubimo svoje prijatelje ali morda celo delovno mesto, kot pa da bi ogrozili svojo poštenost ali moralne norme in obdržali tisto delovno mesto. Dajte no. Mislim, ali smo na to sploh pripravljeni? Smo pripravljeni. Mi, ki smo poklicani za poučevanje v Kristusovem telesu, moramo biti pripravljeni, da spodbujamo, dvigujemo človeškega duha in širimo veselo znanilo, ki daje ljudem upanje. Moja naslednja knjiga govori o upanju. Ustvari si svoje upanje, to je knjiga o veselju. Verjamem, da mi vsi potrebujemo upanje, kajti hočem, da bi bili pripravljeni. Hočem vedeti, če ste pripravljeni iti v nebesa. Ali pa še niste tako zelo pripravljeni. Vendar pa želim vedeti, če ste pripravljeni se postaviti za Kristusa in ne samo reči, vstani se in se postavi za Jezusa. Ali smo zares pripravljeni storiti to zunaj v družbi, kjer to nekaj velja? Amen. Vesela sem, da ste na pol vznemirjeni, vendar pa hočem, da postanete še bolj vznemirjeni. Ne vem, kako je z vami. Jaz sem preveč let svojega življenja živela v strahu. Strah pred tem, kaj si bodo drugi mislili, strah o tem, kaj bodo o meni rekli, ali kaj bodo storili, ali me bodo zapustili, ali se bodo do mene vedli odklonilno, ali me ne bodo več vabili na zabave in kosila. Veste kaj? Ne bom več živela v strahu. Veste, kaj sem ugotovila? Če ni nobenega drugega kot samo jaz in Jezus, lahko vse storim in tudi vi lahko tako delate. Rimljanom 5:17 govori o tem, da bomo v življenju kraljevali po Jezusu Kristusu. Ali vladate nad svojimi okoliščinami, ali pa one vladajo nad vami. Vladati ne pomeni, da imate to izredno super zmožnost, da greste in vsi vaši problemi izpuhtijo. Kraljevati v življenju pomeni, da ni pomembno, kaj se zgodi v vašem življenju, vi še vedno veste, kdo ste v Kristusu, veste, da vas on ljubi, še vedno imate mir, veselje in še vedno prinašate dobre sadove, tako da pomagate drugim ljudem. Amen. Luka 10:19. To je eden izmed mojih priljubljenih odlomkov. Poglejmo si ga na ekranu. Glejte, dal sem vam oblast in moč stopati na kače in škorpijone. Dal sem vam fizično in umsko nadvlado nad vsakršno sovražnikovo močjo in nič vam ne bo škodovalo. Pustite to za trenutek.
Hudič ima moč, vendar mi imamo moč in avtoriteto, to je razlika. Dajte no, on ima moč, vendar mi imamo nekaj, česar on nima. Imamo namreč avtoriteto v imenu Jezusa Kristusa. Edina avtoriteto, ki jo zares poseduje, jo prejme preko naše nevere. Če verujemo v Božjo besedo, potem Bog deluje, pa ni pomembno, kaj vidimo, mislimo ali čutimo. Bog deluje v našem življenju in mi smo že zmagali v bitki. Zame je zelo pomembno, da ko boste ta konec tedna odšli domov, da boste imeli cilj. Ko boste prestopili ta vrata, želim, da bi bili v svoji notranjosti tako samozavestni, da boste lahko storili vse, kar morate storiti v svojem življenju. Če pride nepričakovana nevihta, ali če pride neko neprijetno presenečenje, in čeprav se ne izpolnijo vse vaše želje, da bi še vedno imeli novo držo in to je, jaz to zmorem. Jaz lahko naredim vse, kar moram storiti v Kristusu, ki mi daje moč. Vse premorem v Jezusu Kristusu, ki mi daje moč. Lahko sem samohranilka in vzgajam svoje otroke in lahko hodim s pokončno glavo, oni bodo dobri otroci. Lahko začnem znova. Lahko padem in ponovno začnem. Tudi težke stvari lahko opravim. Lahko skušam, če moram. Lahko si ponovno pridobim svoje zdravje. Lahko sem v dobri formi. Lahko pospravim hišo. Lahko se znebim dolgov. Lahko storim vse, kar Bog hoče, da storim po Kristusu, ki mi daje moč. Koliko izmed vas misli, da smo prepogosto z lahkoto premagani? A veste to? Naprimer, mi že jočemo in stokamo, če naše stanovanje ni velika hiša, ali če naš avto ni nov, ali če nimamo čisto nove obleke za zabavo. Pa vendar, če beremo Sveto pismo, vidimo kristjane, ki jih napadajo in pozrejo levi, pa so kljub temu srečnejši kot večina izmed nas. Amen. Na nek način je to smešno, vendar pa je po drugi plati žalostno. Veste kaj? Mi smo tukaj, se veselimo današnjega večera in govorimo o tem, kako je Bog do nas dober, vendar pa so ljudje po svetu, ki so prav sedaj ubiti. Prav sedaj, danes, v tem svetu. Mi pa smo tukaj in moramo samo stati trdni, močni in izrečemo, ne bom se uklonil, trdno bom stal, verujem v Jezusa. Amen. Ni vas treba biti strah tega. Veste zakaj? Ker karkoli potrebujemo, nam bo Bog dal milost, da bomo to storili. Nekoč sem slišala zgodbo o dveh zapornikih, ki bi jo morali naslednji dan skuriti na grmadi. Skupaj sta bila v jetniški celici. Eden je bil starejši, ki je imel veliko izkustva z Bogom. Neverjetno je dejstvo, da bolj, ko imate izkustvo z Bogom, bolj se strah umika z vašega življenja. Drugi pa je bil mlad vernik. Oba sta ljubila Boga. Starejši je imel le veliko več izkustev v zaupanju v Boga. Veste, ko ste mlajši, se velikokrat zgodi, da želite čutiti vse, da bi verjeli. Vendar bolj, ko ste stari, imate več izkušenj, bolj se zavedate, da vera pride najprej, občutki in vse ostalo pa pride pozneje, po veri. Amen. Mogoče bolje, da to ponovim. Gremo nazaj. Ko smo mlajši v Gospodu, smo bolj odvisni od svojih občutkov. Vendar v naši poti za Gospodom pride čas, ko nam ne bo dopustil, da bi naš osebni odnos do njega slonel le na čustvih. Včasih se sprašujete, zakaj ne čutim več Boga? Dobro, kje je Bog? No, kje je to? Kaj je zdaj? Čas je, da odrastemo, čas je, da verujemo, kaj pravi Božja beseda, pa če to čutimo ali ne. Bolj, ko si star v Gospodu, bolj se zavedaš, da je vera na prvem mestu in vse drugo, kar potrebuješ, je na drugem mestu. Pride kasneje. Božja beseda pravi, pojdi in kakor si veroval, naj se ti zgodi. Zato je zelo pomembno, da razumemo, da je Bog zvest. Torej, ta starejši zapornik je bil čisto miren. Vedel je, da ju bodo sežgali na grmadi naslednji dan. Mlajši pa je bil ves iz sebe. Kaj bova storila? Ne vem, če bom prenesel. Tako me je strah. Joj, ne vem, kaj bo. Ne vem, kaj lahko storim. Čutim, da tega ne bom zmogel. Ojej. Starejši pa je mu odgovoril. Sin,
Bog bo s teboj. Joj, ne vem. Na to je prižgal žigalico in si opekel svoj prst. Rekel je, če tako boli, ne vem, kako bo jutri, ko me bodo skurili na grmadi. Starejši pa mu je rekel, sin, Bog ti ni naročil, da si opečeš svoj prst. On ti zato ni dal milosti. Vendar, če zahteva, da greš jutri na grmado, ti bo dal tudi milost in boš lahko storil vse, kar moraš storiti. Amen. Ne dopustimo, da bi živeli v strahu. Sveto pismo pravi, da v poslednjih dneh bodo mnogi ljudje v strahu. Dopustimo in napravimo odločitev, da se ne bomo bali, ampak bomo glavni subjekti v svojem življenju. Amen. Predstavila vam bom sliko slavne ženske. Njeno ime je Rosie the Riveter. A lahko pokažete to sliko? Jaz sicer nisem Rosie, vendar je ona tukaj, sedaj. Vi veste, da je ta slika v Ameriki kakor ikona. Vsakdo jo pozna. Je iz 2. svetovne vojne in nam pove nekaj, ne da bi kaj spregovorila. Nekaj takega kot, seveda, to lahko storimo. Delovalo je, ko sem vadila na to temo in sem imela 62 ali 63 let, sedaj sem že malo pozabila, vendar sem to storila in jo dala na svojo steno in potem je delovala. Tako imamo ta teden to stvar, ker vam hočem predstaviti nekaj, da boste verjeli, da zmorete storiti to, da morate nekaj storiti. Tu so slike nekaterih izmed vas v dvorani. Lahko pogledate in se najdete na njih. Boste videli, kje se boste zagledali. Rosie the Riveter je bila ikona, ki so uporabljali, da bi pridobili ženske za industrijo orožja v 2. svetovni vojni. Kar nekaj časa sem študirala to temo, si pridobila statistične podatke, ker to je bil zelo zanimiv čas. Bile so tudi druge slike, ki so bile tej podobne, vendar je ta slika postala slavna. Rosie Riveter je nekdo, ki uporablja to puško. To je bilo nezaslišano v tistem času, še posebej za ženske. Podala vam bom okrogle številke. Ko se je 2. svetovna vojna končala, so v Ameriki proizvedli skoraj 300 tisoč letal, 103 tisoč tankov in raket za uničevanje leteh, 372 tisoč delov artilerijskega orožja, 87 tisoč bojnih ladij, 44 milijard posameznih kosov razstreljiva. Časopis Time je to takrat imenoval čudež, to se ne bi zgodilo brez žensk. Velika večina moških je bila v vojni in ženske niso imele druge izbire, kot da skrbijo za otroke in delajo nekaj, česar nikoli prej niso počele. Da so delale nekaj, česar nihče ni verjel, vendar so skupaj uspele. Tako je prišla tudi ta ikona. Mi to zmoremo. Amen. Vendar je to današnje sporočilo nekoliko drugačno, kot bi si mislili. Mi to zmoremo. Seveda, če stopimo vsi skupaj, lahko naredimo neverjetne stvari. Vendar pa vas hočem opozoriti na novo pojmovanje nas. Mi pomeni zame in za vas. Oče, Sin in Sveti Duh in jaz. Vsakdo naj reče, moj mi je Oče, Sin, Sveti Duh in jaz. Moramo se zavedati, da je vedno z nami cela ekipa, Bog Oče, Jezus Sin in Sveti Duh in vsi angeli, o katerih nam Sveto pismo pripoveduje, da nas varujejo in nas ščitijo neprestano. Mi smo del velike ekipe. In zato nam ni treba, da bi živeli v strahu. On nam bo dal, da vas bodo njegovi angeli varovali in branili v vseh pogledih. Veste, da je moja mama živela v strahu pred mojim očetom. Če ste slišali mojo zgodbo, veste, da me je oče spolno zlorabljal. On je bil, bil je zelo hudoben. Tudi njo je zapostavljal, jo redno pretepal in uničeval njeno življenje. Uničil je tudi življenje mojega brata. Mama je vedela, kaj mi dela, vendar ni glede tega ničesar storila. Jaz se še vedno čudim, kako ni ničesar storila. Čudi me, da ni ničesar storila. Vendar veste, zakaj ni ničesar storila?
Bilo je strah, da ne bo zmogla skrbeti zase, če ne bi bilo njega. Zame je to dejstvo bilo najbolj žalostna zgodba. Mislim, da me najbolj vznejevolji, če ljudje rečejo, da ne morejo nečesa narediti. To je tudi vplivalo name, da sem takšna, kot sem. Vi mi morate oprostiti, če včasih grem skrajnosti. Veste, kaj vam povem? Vi lahko storite vse, kar morate storiti po Kristusu, ki vam daje moč. Morda boste rekli, tvoja mati ni bila kristjanka. Zanimivo je dejstvo, da ona je bila vernica, vendar je bila neverna vernica. Mislim, da so na svetu milijoni ljudi njej podobni. Hodijo v cerkev, verjamejo, da je Jezus umrl za naše grehe, vendar pa ne verujejo v to, kdo so v Kristusu. Oni zares ne verujejo, da so zmagovalci, da so več kot zmagovalci, da je moč Svetega Duha z njimi. Oni samo sedijo in pustijo, da hudič hodi po njih. Ko bi se morali vstati in reči, Bog, hočem, da me vodiš in bom storil vse, kar ti hočeš, da storim, sploh me ne zanima, koliko me to stane. Moja mama je duševno zbolela, ker je v sebi nosila toliko krivde in strahu. Zadnje leto je prišla domov iz bolnice in bila si je blizu z Jezusom. Njeno življenje je bilo tako zmedeno. Zelo je bilo strah, da ne bi zmogla živeti brez tega človeka, ki nas je zlorabljal in je bil hudoben in je delal te gnusne stvari. In hvala Bogu, da je prišel do odrešenja, preden je umrl in postal nekoliko milejši. Vendar hočem poudariti, da ona ni mogla živeti brez nekoga, ki jo je napravil bedno. Mislim, to zame nima nobenega smisla. Ženske, naj vam nekaj povem. Ni potrebno, da vas je strah, moški. Vašega življenja ne rabi nadzorovati nekdo, da vam bi on povedal, kaj bi si mislili, kaj boste rekli, kaj boste storili. Mi dopustimo vse preveč teh stvari, da nas nadzorujejo in narekujejo našo usodo. To ni, kaj Bog hoče. Spodbujam ljudi, ki bodo rekli, začel bom slediti vodstvu Svetega Duha. Ne zanima me, če nimam niti enega prijatelja na tem svetu ali koga, ki bi se z mano strinjal. Hočem postati to, kar Bog hoče, da sem, in delati to, kar Bog od mene pričakuje. Mislim, da so ljudje, ki bi mogoče radi prišli na to predavanje, pa vendar niso prišli, ker jih je skrbelo, kaj bodo pa nekateri drugi rekli. Poskušajte misliti na svet, ki ne bi bil neprijazen, vendar jaz sedaj ne morem. Nekateri najbolj trdi, okosteneli, religiozni ljudje si bodo mislili, veste, potikali bi se okoli in gledali to po televiziji, vendar Bog je usmiljen. Ne bi pa si pokazali, s kom izmed nas. Dajte, no. Ne moremo se splaziti do zmage. Če hočemo zmagati, potem se moramo postaviti trdno in delovati tako, kot da zares verujem v živega Jezusa Kristusa in sem trdno odločen, da bom imel življenje, za katerega je on umrl in hoče, da ga imamo. Mi to zmoremo. Lahko storimo vse, kar je potrebno, da imamo to življenje. Veste, vse te ženske v drugi svetovni vojni. Bila je vojna. A vam lahko nekaj povem? Mi zdaj smo v vojni. Mi smo v vojni s hudičem prav sedaj. Napada naše otroke, napada naše misli, napada naša čustva, napada vsako misel na Boga, na našega stvarnika in na vse, kar je moralno prav. In še enkrat vam povem, da ne bodo neverniki tisti, ki bi kaj spremenili. Mi moramo stopiti na to mesto. Vi veste, da vsak izmed nas mora zaresiti ven tja v našo družbo in se obnašati tako, kar izgovarjamo v naši veri. Veste kaj? Zares moramo vsi stopiti v družbo in narediti svoj delček in se obnašati tako, kot pravimo, da verujemo. Nisem rekla, da morate narediti nekaj izjemnega. Rekla sem samo, da idite v svet in bodite kristjani. Ne rabimo se opravičevati za to, da verujemo v Boga. Ne rabite biti čudni zaradi tega. Amen. Mi smo v vojni, vendar smo močni v Bogu in zmagujemo v njem, ki nam daje moč. Mi smo danes v vojni, to je zagotovo. Naj vas nekaj vprašam. Kje so danes Danieli? Kje so Šadrah, Mešah, Abdego? Kje so Estere in Rute in njim podobne ženske?
Kje je sedaj Jožef, ki bi raje šel v zapor, kot pa da bi se osramotil zaradi svojih moralnih načel? Kje je Daniel, ki je šel rajše v levji brlog, kot pa k hudobnemu kralju? Šadrah, Mešah, Abdenago, služabniki Boga Najvišjega, ki so v ognjeni peči, prišli so ven in niso imeli niti duha po ognju, po dimu. Naj vam nekaj povem, strah me je, da bi šli skozi stvari, vendar resnica je ta, da ko gremo skozi preizkušenja, so napravi močnejše. Zaradi tega ne moremo več reči. To nas naredi močnejše. Joj, ko bi moj oče vsaj ne bi zlorabljal, tega ne morem reči. Vem, da se za nekatere sliši mogoče čudno in noro. Ampak, če oni niso imeli takšne izkušnje z Bogom, vendar bom začela. Dobro, ko me le ne bi zlorabljali. Veste, če bi le imela boljše starše, potem bi lahko toliko več storila. Joj. Dovolj let sem tako živela in končno sem postala tega utrujena in sem gotovila, da imam lahko kljub temu dobro življenje. Vendar tudi nekaj let potem sem čutila nekako takole. Joj, če me le ne bi zlorabljali. Veste, če ne bi bilo tistega temnega madeža na moji duši. Nekoč sem nekomu pripovedovala, če me le ne bi zlorabil. In bilo mi je tako v srcu, kot da tega več nisem mogla izreči. Ni bilo čisto prav. S tem sem končala in sem začela misliti, veste kaj? Za nekatere se morda zdi noro, vem, vendar ne morem zdaj niti reči, da mi je žal za vse to, kar se mi je zgodilo, ker je na nek skrivnosten način Bog v svoji zgodovini deloval tako, da se je vse steklo dobro in me napravil to, kar sem danes. Bog deluje vse stvari skupaj. To ni bilo dobro in to ni bilo Božje, vendar on je uporabil vse te stvari skupaj z drugimi stvarmi in jih napravil v moje dobro. Kajti kar je Satan imel, da bi mi škodoval, je Bog uporabil v moje dobro. Jaz vam hočem povedati, iste stvari so resnične v vašem življenju. Kar vam je Satan odzel, vam bo Bog 7-krat povrnil. Stvari, ki so se vam zgodile, jih bo prav zaradi njih napravil za vas dobre. Amen. To zmoremo in to lahko storimo. Predvajana oddaja je bila plačana s strani prijateljev in sodelavcev misijonarske skupine Joyce Meyer.